dajmo tole hitro usekati. Tako, da se tako v filmu počuti. Ja, se evo. Kar lahko, ali kako? Ja, kar. Edo Dimnik, starost 49, ko sem v Covid sem bil še 48, ko sem kar imel rojsten dan, tako da delam po trgovini z belo tehniko. Tako da to je ne več, ukvarjam se športom pa take stvari. Tako da. Ok, dajva kar začeti direkt. Najboljši, ja. Kar začeti tako. Dajte povedati vašo zgodbo z Covidom. No, zdaj tisto, kar jaz vem, sem rekel, kar se spomnim. No. Ja. Kako ne začnem? Da je začel se konec marca. Ja. Čist neki, ko bi navaden prehlad, mogoče malo prehlada, pa vsak dan sem se slabš počutil, dobesedno. Ampak ne, da bi slabo dihal, ne, da bi bilo kar narobe, ampak slab počutil, pa vsak dan sem bil slabši. Se pravi, na koncu po enem tednu skoraj nisem mogel več na noge stopati. No. Spal nisem popolnoma nič, tiste 7 ali 6 dni, tako da na koncu 1. aprila sem poklical rešilca, mislim doktorcev, mi rešilca poslala, me peljal v Domžale, v zdravstveni dom. Prav, to je bilo koliko od prvega trenutka slabosti? Mislim, da je tam 25. marca začel se mi. No. Aha, se pravi, to je bilo en teden? Teden sem tako, pa sem doma, nekako sem mislil, da doma, niti nisem imel, da imam korono, ne? Ker ker sem samo prehlad, vse stalo pa sam slabo počutje, neč da bi jaz karkoli slabo dihal ali pa karkoli. Nisem mislil, sem mislil pač kakšna viroza ali kaj tacga, ne? No, pa sem pa končno zdravnico poklical, mi rešilca poslala in me tudi pol naprej takoj poslala v bolnico, ne. Se pravi, v klinični center, 1. aprila sem prišel, pol en dan sem na oddelku še bil, takrat sem še dihal, 2. aprila se je pa pol to zelo poslabšalo. Sem pa toliko plitko dihal, pa slabo, da so me pol... Se pravi, kako hitro se je to poslabšalo? Iz 1. na 2. april. Toliko, da pač zdravnik je pol rekel, ne, kakor jaz vem, kakor so meni doma pravili, ne, jaz se ne spomnim, ker najbrž tudi meni povedal, ampak jaz tega se pol ne spomnim več. Jaz se spomnim, sam je rekel, spavali bomo, ne. Pa sem pa jaz rekel, pač naredite tisto, kar morate, ne. In jaz se ne spomnim pol do začetka maja popolnoma nič. Zato, ker jaz 2 tedna sem bil v komi, sem bil na respiratorju, sem bil preključen. En teden sem pa toliko bledu, da niso vedeli, zakaj sploh bledam, ne. To je tisto, no, na koncu ugotovili, da imam meningitis, ne. Bledel se vam je, ko ste se zbudil? Ko sem se zbudil, že po 2 tednih, ja. Se pravi, ste se zbudili, ampak, kakor se spomnim, ni bil sam meningitis. Ne. Se pravi, v bolnici sem dobil pol pljučnico, to je bila prva stvar, pol MRSA, takoj za pljučnico, pol sem dobil strtke, to imam tle pod vratom, ne vem, če se kaj vidi, kaj vse rdeče, ampak to se že malo nazaj šlo, ne. Sem enega ali 2 strtka, pljučno glivo, pa na koncu meningitis, no. Kako pa ste bili fizično potem? Slabo fizično, mislim, da sem tam okoli 60 kg, saj zdi se mi. Koliko ste imeli pa prej? Tam 80-81. Vem, da ko sem prišel tukaj toliko sepno, sem videl, da nič ne morem, da lahko sam ležim dobesedno. Bil sem tam zaprt na postelji v grajah, ne. Imaš planico gor, imaš kateter, imaš polno cevke na urok, tako da hitro pol začutiš, da nič ne moraš, ne, niti vstati, ne, kaj še rekel, ker si čist brez mišic, ne. Ampak so vam kaj prioritete v življenju spremenile? Ja, pol se res zaveš to, da se še enkrat rodiš, ne, dobesedno. Ja, kako so pa domači, koga imate zdaj okoli sebe, ne? Ja, imam kar nekaj, no. Imam ženo, imam 3 otroke, babi, dedija, sestro. In kako so oni na to gledali? Ja, mislim, da so bili prestrašeni, kaj ne vem kaj, nasaj, kakor so pol meni govorili potem, ne, ker sem jaz pol, mene so pol ta prvič v Laškem lahko obiskali, tako da je bilo kar zanimivo. Ja, ampak so bili pa veseli, ne? Ja, seveda, vsi, ne, in jaz in oni, tako da vsi smo bili veseli. Se pravi, danes smo ene par mesecev od tega, ne? Ja, jaz sem drugega šel prvič v službo, ne, 2. avgusta. Ja. Se pravi, 25. marca sem šel na bolniško, če se jaz prav spomnim, 2. avgusta sem šel v službo. In kakšne so še danes posledice, recimo? Ja, danes, takole, jaz sem vzel kar 8-urni delavnik, zato ker delam v pisarni, ampak čutim pa, veliko se potim, ker se prej nikoli nisem, tako da zelo hitro se spotim. Pozabljam veliko bolj. Prej sem imel ful dober spomin, res dober. Jaz sem se zapomnil res malo stvari, od številk telefonskih do ljudi, do vsega. Zdaj pa velikokrat moram razmisliti, kako pa kaj ne, koliko ima pa ta telefonsko, ne, ali pa ne vem, ali karkoli, no. Spomin je malo peša. Koliko ima ženo telefonsko? Ja, moram povedati, da ga vem na pamet. Vem jo, no. Ni tako slabo, evo. Ni tako slabo, ne. Ampak se pravi, so trenutki... Ja, so trenutki,
ki ima zgubi spomin. No. Ja. Ali pa kakšna stvar za nazaj, ki sem prej kar udaril v njo. Zdaj razmišljam, pa čez bil, Madonna, to je to, ne. Pa še ena stvar je, ki jo opazim, mogoče sem malo bolj živčen, ne. To je tudi res, ne. Prej me stira kaj spravno, ki me prej mogoče ne bi, ne. A utrujenost je bila kaj? Utrujenost, a zdaj po koroni? Ali? Ja, po koroni. Ja, seveda, ti sploh ni zapovedati, mislim, ker enkrat, prej sem ko sam mene pijače pil, ne, pa so me sestre futrali, ne, ali pa pitali, karkoli že. Tako da pol sem pa, ko sem pa začel sam jesti, ne, ker sem jaz sploh opazil, jaz pa nisem bazil, jaz nisem nikoli roke polil, ker sem jaz prvi začel sam jesti, ker sem prišel na dirk na Japlovi, ker smo en prpalal, ne, in sem začel sam jesti, meni so se rekli, kako je tresne, ne. Ja. Ker si tisto juho zajemil, pa si polžil med potjo zgubo, pa vse skupaj tleh na svinjo, pisem pol, vidiš, kako je, ne. Ja. In to je kar nekaj časa trajalo, ne, še pol, ko sem bil skoraj mesec v Laškem, šele pol na konc, se pravi konc maja, sem jaz toliko vse prišel z mišicam, pa z vsem, da nekako se je nehal to tresne. Ampak prej ste bili pa zdravi? Prej sem pa, mislim, jaz zdrav, jaz nisem imel nikoli kakšne take bolezni, tudi na bolniško nisem skoraj nikoli bil. Dobil sem kakšno virozo, kakšno gripco ali pa kaj takega, ampak ni umemben, verjemem, resne, no. Ja. Ker se pa kakšne takih bolezni tiče, pa nikoli nič. Na bolniško sem zelo malkrat, mogoče ne dvakrat v življenju. Sem pa zdaj vse za nazaj prinesel, ne. Ja. Ampak in kakšen je bil vaš družinski odnos, pa tvoj odnos do korone? Preden ste jo dobili? Mislim, jaz, ko rečem družinski, smo se pazili pa vse, ne. Ja. Smo se pazili, ampak nikoli pa nismo pričakovali, da bomo kaj takega dobili, ne. Po pravici pa niti, a pa sploh pa ne da kakšno tako hudo obliko, veste, saj mogoče dobiš kakšen pršat ali pa da si, ne vem, kukar tok, ampak da bi bilo pa tako hudo, kaj pa to, no. Kaj pa do cepljenja? Bi se cepili preden ste jo dobili? Ne, prej se ne bi cepil. Ne? Zakaj pa ne, recimo? Ne, mogoče sem pa mislil, da jaz tega nam dubo, evo. Ja. Pa mogoče nisem dosti zaupal v to. Se še danes, na primer, ne, en ti reče ja, en ti reče ne. Ja. Sam se boste cepili? Jaz se bom cepil. Ja. Jaz se bom, ko ne bi reče enkrat tega čez dajo, res ne. Ja. Pa ne takrat, ko sem jaz v komi bil, ko se res ne spomnim, ko ne vem, kako pa kaj je bilo, ampak pol, ko ven prideš, ko se moraš matrati, da nazaj prideš, res. Ja. Kaj bi res na novo začel, no, kaj bi bil dojenček, res. Jaz s planic, ko se zbudiš v planic, no, dobe si ne pričakuješ kaj tacga, ne. Ja, ker pač mi to delamo, ne, ko so mene poklicali, sem rekel, lejte, ampak jaz se pa nisem cepil, ne. Ja. Ampak se pravi, sem ciljna publika, ne, da ne verjamem, nisem proti, nisem za, ne, hočem pretehtati opcije in sem rekel, da edini način je, da se srečam z takimi ljudmi, ki ste vi. Škoda, ka niste mogli daj v bolnico prideti, ne, da bi videli tam, kakšni reveži so, ne. Ja. Res, ka to doživljajo, pa kaj imajo. No, jaz nisem, ene par sem jih videl veliko, pa ne, ampak se res eni, ki so tudi še enkrat delali, pa še več kot to kokomi, ne, in res tukaj vidiš, da lahko res vsakega udar, ne, da ne moreš pričakovati tebe, pa ne bo udar, ne. Vsakega lahko udar, nimaš kaj, ne. Vsak lahko to doživi. Pa v bistvu bi mogel ne vas vprašati, ampak vašo družino, oni bi me nadrli. Mogoče bi bolj vedeli, ja. Ja. Ker ti se ne spomniš, da je bilo, oni so pa verjetno tiste tedne. Ja, sej, klice mislim, da je bil lahko en klic na dan, če jaz pravim. Mislim, da treh si lahko klical, da si vedel. Mislim, da dvakrat so doktorji rekli, da pač ne pričakujejo vse, ne. Ja. Saj, kakor je pol meni žena povedala doma, ne. Obiskov ni, zaradi korone, ne, tako da nimaš kaj. Tako da... Jaz bi vse podkupil, da prijem not. Druge ne. Tudi jaz sem probal mrskaj. Tako? Tudi jaz sem probal mrskaj, pa ni šlo. Po pravici povedano ni šlo. Ni šlo. Ker res pa, se pa na koncu, toliko se prideš, ne, pa res rabaš enkrat, da imaš zraven, ne. Ja. A še kaj? Tako hitro govorite, da smo vse naredili zelo hitro. Jaz sem že takrat Luko rekel, ne, mislim, sam je pa rekel, ampak jaz sem na začetku rekel, jaz to hitro govorim, da upam, da me te sploh kaj zastopili. Bomo dali podnapise. Ne, to so zdaj... Saj ne bilo slabo, vse to sem že opazil, da je nekaj bilo, da so govorili po slovensko, pa spodaj podnapisi. Ja, ne, jaz včasih gledam slovenske filme, ne zastopam, kaj govorijo. A to je v redu, pa? Ja, super. Ja, ne, res, hvala za vaš čas. Malenkost, Jaz sem vesel, da ste lahko danes z nami. Ne, da ste danes z nami. Tudi jaz, da sem. Ja.